Dobrodošli v podcastu Moč gospodarstva. Tema današnje oddaje je pomembnost samopreskrbe za Slovenijo in tudi varnost prehranskih verig. Zato je naša gostja dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Pozdravljeni. Dobar dan. Vemo, da blaginja vsake družbe temelji na zadostni preskrbi s hrano, pridelava in predelava hrane pa je tudi del kritične infrastrukture vsake države. Kako ocenjujete trenutno stanje prehranske varnosti v Sloveniji, še posebej v povezavi z samopreskrbo? Ja, pravzaprav moramo pogledati vsako verigo posebej in se pogovarjati o stabilnosti pa odpornosti te verige. Zagotovo naša prehrana temelji vsaj na 3 temeljnih, seveda pa tudi brez sadja in zelenjave ne moremo. Ampak jaz mislim, da v prvi vrsti imamo tukaj celotno žitno verigo, mlečno verigo in pa mesno-predelovalno verigo. Tako da to so tiste osnovne verige, ki nam zagotavljajo hranila, beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate in seveda, kot rečeno, tudi brez sadja in zelenjave ne gre. In v bistvu seveda že ptički čivkajo, kako slabo je v določenih verigah, kako smo pustili bodisi prirejo ali pa pridelavo in seveda potem tudi predelave ni. In to je tisto, kar nas na nek način mora skrbeti kot državljane. Po drugi strani pa seveda kot institucija ali pa institucija, ki je v sistemu, tem deležniškem sistemu, pa seveda imamo tudi svoje poglede na to. Prav gotovo se je v zadnjih letih, 10-20 letih premalo izpostavljalo pomen dobro delujočih verig. Tako da so členi šli v tem času vsak malo po svoje, kmetijstvo v eno smer, predelovalna industrija pač to, kar je dobila in se borila na trgu za obstoj. In seveda potem to, kar je prišlo do potrošnika, pa je seveda tudi tretji faktor. Tako da, ko zdaj razmišljamo z enimi drugimi očmi, tudi iz vidika kritične infrastrukture, pa odpornosti teh sistemov, pravzaprav se je treba res strokovno poglobiti, ker če se dela na hitro, brez znanja, se tudi marsikatera napaka naredi in bom jo tudi prej v nadaljevanju kakšno omenila. Tako da ja, vsako verigo posebej pogledati, kaj je v njej dobrega, ohraniti, pogledati, kako členi sodelujejo, se pravi pridelava, kmetje in kmetijska podjetja, potem pa živilska industrija in tudi vprašati se moramo, kaj od tega potem pride na trgovinsko polico. V bistvu to so že neke ključne rešitve, kar ste omenila, za krepitve verig preskrbe s hrano. Kako pa v bistvu podnebne spremembe vplivajo na to prehransko verigo v Sloveniji? Ja. Recimo tudi po Evropi, vemo, da... Ja. V bistvu moram reči, da imamo na voljo vse mehanizme, da bi pravzaprav izboljšali pridelavo v tleh, pa vendarle so v Sloveniji postopki tako dolgotrajni, da marsikdo obupa ali pa niti nikoli ne dobi vseh dovoljenj. Tako da, kar se tiče postopkov za pridobivanje bodisi namakalnih oroševalnih sistemov in seveda postavljanja rastlinjakov, različnih tipov rastlinjakov, ne samo visokotehnoloških, mislim, da imamo tukaj kar nekaj izzivov, ki jih bo treba zagotovo skozi to prehransko avtonomnost, ko se zdaj pojavlja, ali pa prehransko suverenost nasloviti. Tako da je treba pravzaprav vsako verigo tudi iz tega vidika naslavljati drugače, pa vendarle dovolite, da jih par opišem, da bo tudi poslušalce bolj jasno. Recimo, če pogledamo pridelavo žit v Sloveniji, pravzaprav površina tal ni tako majhna, ne teh 30.000 hektarjev, včasih malo manj, včasih malo več, glede na odvisno tudi od kolobarja in pa tržnih razmer. Tukaj pravzaprav bi lahko pridelali 150.000 ton pšenice. Ne? Pa že zdaj vidimo, da je vprašanje, koliko te pšenice pride potem v prehransko verigo. Seveda nekaj jo ohranijo kmetje doma, to je razumljivo. Po drugi strani pa imamo tako netransparenten sistem, da niti ne vemo, koliko nam je pobegne čez mejo ali pa seveda kam drugam. Tako da mi si želimo, da čim več slovenskih pridelkov pride tudi v slovensko predelovalno industrijo. In mislim, da tudi na odnosih bo treba kaj delati.
Seveda so pa potem še druge verige mesno-predelovalne, ki pa so vsaj 3, če pogledamo, pač prireja in pa predelava perutninskega mesa je povsem različna po organiziranosti in uspešnosti od drugih verig. Pravzaprav jo štejemo v Sloveniji med najbolj, bom rekla, organizirane in seveda tudi konkurenčne. Potem veriga prireje in pa predelave govejega mesa, kjer tudi vidimo, da kaj pomeni višja tržna cena izven slovenskih meja, da pravzaprav nam govedo uhaja čez mejo, se pravi, kmetje prodajo tam, kjer je višja cena, ker nekako nismo uspeli stabilizirati svoje verige doma. In potem že seveda upevana veriga prašičjega mesa. Lejte, te nestabilizacije. Pravzaprav, v bistvu, da lahko pridelki iz pridelave, spravi iz kmetijstva, najdejo svojo pot do živilske industrije, sta potrebna 2 momenta konkurenčnosti. Spravi, konkurenčna živilska industrija, ki je sposobna odkupiti to po ustreznih cenah, ki takrat veljajo na trgu, in pa seveda tudi konkurenčno kmetijstvo. Eno brez drugega ne gre. In dejstvo pa je, da so se ti odnosi v zadnjih letih, pa to ni bilo samo zadnje leto, ampak govorimo o 10-20 letih, do te mere razrahljali, da pravzaprav v Sloveniji, vsaj v nekaterih sektorjih, velja pravilo gremo mi po svoje. In na tem bo treba delati. Če želimo pač zgraditi svojo odpornost in utrditi verige, bo treba predvsem na odnosih delati in pa seveda na povezovanju. Ki pa brez konkurenčnosti pa ne bo, samo od sebe šlo. Tako da v tem trenutku so naše misli usmerjene pač v čas po volitvah, ko bo svoje pozicije nastopila vlada, nova vlada, in seveda kakšno poslanico jim bomo predali. Definitivno potrebuje živilska industrija nov ciklus investicij. Je pa res... Kdo pa ne bi vse to investiral? Ja, seveda, ko govorimo o investicijah, je del državnih podpor skozi podporo inovacijam, novim tehnologijam in tako naprej. Seveda pa tudi podjetja sama primaknejo svoje deleže, kot to pač pritiče vsem evropskim pravilom. Tako da jaz mislim, da seveda za okrepitev vsega bo potreben nov pristop, poleg teh običajnih, kot jih imamo, ki izvirajo iz skupne kmetijske politike, ki bo vendarle nekoliko spremenjena v prihodnjem obdobju, tudi drugačni načini financiranja. Jaz mislim, da če Slovenija želi utrditi odpornost posameznih verig, da bo mogla premišljeno investirati tudi v okrepitve le-teh. Se pravi, nekje nam manjka pridelava. Imamo dobre predelovalne obrate. In se pravi, bo treba... Rečemo, ste rekla, manjka nam pridelava. Kje so najbolj pereči? Jaz mislim, da zagotovo zelenjava. Čeprav pogledamo častike, medije, ostale, se pravzaprav o tem veliko govori, ampak se je premalo naredilo. Mislim, da je celo trenutni varuh omenil, da se ni predstavljal, da je zelenjadarski sektor resnično tako zapostavljen sektor v tem zadnjem obdobju. In posledično zaradi tega tudi premalo pridelamo. Če pa že pridelamo, potem je pa težko priti na trgovinske police. Pristopi trgovcev so različni. Nekateri se trudijo, da v času pridelave odkupijo to, kar ponuja trg, in potem dopolnjujejo. Večina je seveda pa vezana na svoje stalne dobavitelje in težko v bistvu vrinajo vanje pridelavo, sploh če je sporadične narave. Tako da jaz mislim, da že prej omenjeni odnosi in pa pogodbeno sodelovanje je tisto, kar bo lahko tudi okrepilo verigo. Ne samo to, tudi vse ostale. Tako da, res, jaz mislim, da je zdaj skrajni čas, da pogledamo, kaj nam manjka in začnemo dopolnjevati.
Ja. A v bistvu bi nam zdaj potrebujemo kakšno strategijo, ki bi bila potrebna za dvig samooskrbe s hrano, ali ne, ali bi to predolgo trajalo sprejem takšne strategije, v katere bi v bistvu želje, rešitve vseh deležnikov lahko notri povezali in uskladili? Seveda je k temu potrebno pristopiti na organiziran način, premišljen način, ja, tudi strateško. Številke povejo svoje, kje smo in kaj pridelamo in koliko od tega se najde na trgovinskih policah. Tako da seveda za vsak sektor premišljeno in jaz mislim, da nimamo kaj čakati, da je marsikaj od tega na dlani, ne? Tako da podjetja, sektorji, zbornice, tudi naša zbornica kmetijsko-živilskih podjetij je že ničkolikokrat poročala, v kaj želijo podjetja investirati, kje potrebujejo podporo državno, da bodo konkurenčna na trgu. Tako da vse to je, se pravi, že zbrano in mislim, da je treba narediti en akcijski načrt in se tega pospešeno lotiti. In kaj pomeni ukrepitev, mogoče še enkrat poudarim, da bo poslušalcem res jasno. Recimo, samo na primeru žitne verige, če pogledamo od začetka, od pridelave, pa potem, ko izdelki grejo na polico, je pomembno vedeti, žita imamo, koliko jih imamo, kje so skladiščena, potem pride mlinsko-predelovalna industrija in potem pekarski sektor, ki pa seveda poleg moke potrebuje še marsikaj drugega, sol, kvas, no, tukaj pa že malo pogledamo, kajti Slovenija lastne pridelave oziroma proizvodnje kvasa nima in dejansko smo tukaj odvisni in že je potrebno razmišljati, kako bomo do tega prišli. Recimo se takoj pojavljajo ideje in seveda je treba izbrati najboljšo in kakšno podpreti tudi v smeri povezave z raziskovalnimi inštitucijami. Tako da je kar tako pestro, je zanimivo. Je kar eno modeliranje, bom temu rekla. Zdaj vemo, v zadnjih letih smo zaradi različnih dejavnikov soočeni smo bili s COVID-19, energetsko krizo, inflacijo. To je spremenilo dinamiko ponudbe in povpraševanja. Kako so vplivali vse to na prehranske verige in v bistvu, kaj smo se naučili iz tega za prihodnost? Ja. Bom začela zopet na začetku. Pravzaprav največ, čas covida je bil čas, ko smo v bistvu začeli testirati svoje razmišljanja, kako nam verige sploh delujejo. Ni bilo embalažnih materialov, ker v Sloveniji večinoma ne proizvajamo, tako da smo odvisni od uvoza. Včasih je to tudi iz tretjih držav, tako da že embalaža, kamor zapakiramo svoje izdelke, je bila pod velikim vprašanjem. Seveda pa potem, mislim, da se bodo poslušalci tega spomnili, recimo že na začetku verige nimamo dovolj gnojil, seveda tudi zaščitna sredstva so pomembna, da sploh pridelamo ustrezen pridelek, ustrezne kakovosti. Tako da že na začetku nam veliko zmanjka. Seveda pol je to razmišljanje, ali imamo dovolj energije, kaj so naše rezerve, kako bomo recimo nek kruh spekli, ne, če ni energetskega sistema odpornega zadaj. Tako da že tukaj se postavljajo vsa vprašanja in iz tega smo se veliko naučili. Ne vem, če smo že dovolj naredili, mislim, da ne. In seveda potem pa naprej, kako to plasirati potem do potrošnika in hkrati pod črto še imeti določene rezerve. Tako da vse to se je veliko preizkušalo, tudi seveda posledice vojne, ki se je začela v Ukrajini, se pravi, je bilo kar za drugim so bili momenti, ko so bile prehranske verige na preizkušnji in so še. Tako da zdaj pa treba nekaj narediti. Mislim, da je čas za to, da resnično postavimo ustrezen akcijski načrt s terminskim planom in seveda pogledati, kako resnično narediti naše verige odpornejše. Kako pa mislite po vaši oceni in glede na vaše izkušnje, koliko času bi bil lahko pripravljen ta akcijski načrt? Seveda, akcijski načrt je eno, drugo je pa seveda ob tem imeti še pripravljeno industrijo, ki je v kondiciji za investiranje, ne? To je pa seveda še, bomo rekli, najpomembnejši faktor.
Tako da je pa industrija v kondiciji seveda pa tudi različna od dogajanja na trgu, njihove pozicije, ki mogoče v tem trenutku ni najbolj rožnata. Kot sektor se spopadamo, bom rekla, z enim takim zanimivim dogajanjem v trgovini, ki se začenja zanašati na svoje trgovinske blagovne znamke, ki seveda jih lahko proizvajajo slovenski proizvajalci, lahko pa tudi ne. Ampak pravzaprav na nek način, bom rekla, skrbijo pozicijo slovenskih proizvajalcev, kajti iščejo ves čas, kje bojo dobili za tisto svojo kakovost, ki jo imajo, najprimernejšega ali pa najcenejšega proizvajalca. Tako da ta rast trgovinskih blagovnih znamk v zadnjem času pravzaprav slabi proizvajalčeve blagovne znamke, kajti ne samo, da so cenovno različno pozicionirani, temveč tudi v nekaterih primerih se jim manjša pozicija na trgovinskih policah. Verjetno si vsakdo predstavlja, da neko živilsko podjetje, ko proizvede svoj izdelek, da pravzaprav ga trgovinska polica samo čaka, že vstop na trgovinsko polico z izbiro je težak, seveda pa je toliko bolj omejen, če imamo tip trgovcev, ki prodajajo samo trgovinske blagovne znamke. In tukaj je ta pozornost tudi označevanja porekla ali pa vedeti, kdo so slovenski proizvajalci, izredno pomembna. Tako da se mi sedaj praktično po skoraj 20 letih že zdi, da bi bilo skoraj da potrebno obuditi nazaj našo kampanjo Kupujem slovensko. No, tukaj so prišle zdaj na lokalno in trajnostno pridelano hrano, kratke dobavne verige, to pomeni, da se vse proizvede v Sloveniji, pa se Slovenci v bistvu po vaši oceni dobro zavedamo tega pomena, te lokalne, trajnostne, ker to, kakor ste povedala, to postaje zdaj strateško vprašanje, So pa na drugi strani drugi izzivi, glede cen, konkurence, distribucije, Ja. Jaz mislim, da je vloga potrošnika izredno pomembna. Še sploh v sistemu, ko moraš krepiti agroživilsko verigo, in če hočeš krepiti, mora biti v kondiciji. V kondiciji pa tako, da proizvaja izdelke, ki jih nekdo kupuje. Tako da in potrošniki tukaj na deklarativni ravni se dostikrat izjasnimo, kupujemo slovensko, gledamo na to, kaj kupimo, v resnici pa številke in pa odločitve, ko imamo voziček pred sabo, niti ne potrjujejo tega v celotni meri. Res je, da prislovično so do slovenski izdelki nekoliko dražji in da se tudi ta razpon cene nekoliko zožil, se pravi, nekoč je bilo, da tam nekje do 10% razlike v ceni še potrošnik prenese. Sedaj pa mislim, da se gibljemo proti 7-6. Tako da, ampak ne glede na to, jaz mislim, da je potrebno, da nekako spostavimo tudi ta red, da tisto, kar proizvajamo v Sloveniji, da resnično, da smo tudi potrošniki ozaveščeni, da kupujemo slovensko, kajti samo slovenski proizvajalci nas bodo reševali v primeru kriz. Tako da jaz mislim, da to je tista prva odločitev. Seveda, poreklo in podpiram slovenskega proizvajalca, ker mi bo nudil zaščito. Za čas kriz jaz mislim, da je pomembno pri tem načrtovanju tudi razmišljati, kaj so pa tiste rezerve, katere so tiste tehnologije, ki lahko nas podprejo v rezervah. Recimo, imamo dovolj skladiščnih prostorov za žita, za mleko. Del tega seveda je to državna skrivnost, koliko tega imamo. To, kar je pa na trgu, se pravi tudi, da preživimo, se pravi, da zalagamo trgovino, je pa na strani podjetij, tako da nekje bi si jih želeli več, predvsem žitnih kapacitet in seveda tudi potem kapacitet za rotiranje proizvodov. Ampak da proizvodi rotirajo, pa jih mora nekdo kupovati. Prej ste omenili čas covida, trenutno se ena od naših panog, mlekarska panoga, tudi bori z viški mleka, kajti pogoji prireje mleka v celotni Evropi so bili
dovolj dobri in so seveda se kmetovalci odločali za večanje prireje, za investicije, tudi cena je bila dobra, tako da je ta mašinerija na prireji mleka se zagnala in v bistvu sedaj se pa soočamo s tem, da v bistvu povpraševanje pa ne dosega ponudbe in se lahko zgodi, da bodo v nekim točki morale se mlekarne odločiti, koliko zmanjšati. Tega si pa ne želimo. Kajti v bistvu vsak kmetovalec je pomemben, ko ga zgubimo skoraj zavedno. Težko je, da se bo odločil za ponovno revitalizacijo neke proizvodnje ali pa pridelave. Tako da moramo res skrbno paziti na vsakega kmetovalca, bodi fizična oseba, bodi se kmetijsko podjetje. In to verigo pa moramo poganjati s potrošniki, s povpraševanjem. Tako da ne vem, če nismo pred trenutkom, ko bomo ponovno zagnali kakšno kampanjo, ki bo seveda stimulirala ali pa opozarjala potrošnike na to, da je pomembno, da posežejo po slovenskih izdelkih, seveda, in ozaveščeno seveda kupujejo. A digitalna sledljivost pri hrani povečuje zaupanje potrošnikov ali ne? Ja, poglejte, vse tehnologije seveda so dobrodošle, da proizvajalci znotraj verige vejo, od koga so kaj dobili, komu kaj pošiljajo naprej v predelavo. Za potrošnike je pa pomembna ta sigurnost, da sistem deluje. Recimo, da nadzorni sistem deluje, da inšpekcije delujejo in da, se pravi, to je to, kar je vidno za njih. Ob tem pa je treba poudariti, da tudi sama podjetja veliko vlagajo v to, da bi bili njihovi sistemi odporni, varni, kajti, rokujemo za hrano, hrana je živ sistem, mikroorganizmi, stik z okoljem in tako naprej. To je živ sistem, katerega je treba dobro nadzirati, imeti veliko znanja za to. Tudi proizvajalci sami veliko vlagajo v to in se jim pogosto ne prizna ta njihov trud in vložek, da dajo na trg seveda kakovostne, vendar pa tudi 100% varne izdelke. Če pa pride do kakšnih anomalij, kot rečeno, hrana je živ sistem, je pa to, da so odpoklici umiki, je pa tudi, bom rekla, neko potrditev za potrošnika, da sistem deluje. Bolj vprašljivo bi bilo, če nič od tega se ne bi dogajalo, ne? Pa vi sama vedno pogledate, katerega porekla je hrana, pridno jo date v svoj jeziček? V bistvu, seveda po moji osnovni izobrazbi sem inženir živilske tehnologije in nekako imam to vcepljeno v svoj genom. Zanima me, kdo je proizvedel določen artikel. Seveda tudi razmišljam na način, kako je bil predelan. Tako da pravzaprav seveda razmišljam ob tem tudi tam, kjer imamo dovolj surovin, slovenska pridelava. Tako da izredno pomembno. Bi pa si seveda želela, da bi več slovenskih proizvajalcev imelo dostope do trgovinskih polic in da bi seveda potrošniki se zvedali tega, kako pomembno vplivajo na verigo nazaj. V Sloveniji lanska rast cen močno presegla evrsko povprečje. Visoke cene, kot ste že omenila, spreminjajo potrošniške navade. Zdaj, kot sem razumela, potrošnik samo še 6% razlike v ceni, recimo, tolerira, kar se je zmanjšalo. In to, kako vse to vpliva na to povpraševanje po domačih kmetijskih izdelkih? Tukaj bi samo, v bistvu zato, da vemo, kmetijstvo proizvaja surovine. Šele potem pride na vrsto živilska industrija, ki proizvede izdelke, tako da v bistvu moramo se zavedati, da imamo agroživilski sistem in govorimo o tem sistemu, katerega kondicija tudi izredno vpliva na to, kakšna bo cena, ne nazadnje pa tudi trgovina nekaj k temu prida in seveda tudi država z raznimi dajatvami. Tako da bi bilo čudno, da se v Sloveniji vse to ne bi odražalo na cenovni politiki. Kolegi na gospodarski zbornici, mislim, da so v zadnjem času večkrat povedali, da smo v zadnjih letih dobili 22 različnih dajatev. Ob tem živilci lahko pridamo, da seveda
Tudi mi smo poleg teh 22 dobili še kakšno svojo, od dviga DDV-ja, embalažnine, ki je zdaj na pohodu, ta šele pride. Tako da vse to vpliva na končno ceno. In česar se ne zaveda ne potrošnik, včasih tudi ne politika, ali pa pogosto tudi ne politika, je, da tudi spremenjeni pridelovalni sistemi vplivajo na končno ceno. Kajti produktivnost je manjša, manj se pridela na določeno površino. To ne pomeni, da se mi ne zavedamo, da dobrobiti živali ali pa nekih drugih pridelovalnih pogojev v poljedelstvu, sadjarstvu in drugih panogah, temveč če manj pridelamo na neko površino, seveda bo tudi cena drugačna. In to se pozna tako v prireji mesa, v prireji jajc in še kje, tako da vsi ti pogoji, spreminjajoči se pogoji, spreminjajo tudi cenovno politiko. In tega je veliko. Zato jaz dostikrat rečem, da dejstvo je, da je agroživilski sistem najbolj reguliran in najbolj koordiniran sistem, več kot pol evropske zakonodaje in predpisov in usmeritev in še seveda tudi poleg tega nacionalnih pade na agroživilstvo, tako da zato, da jemo kakovostno in pa varno hrano, je zadaj kar precej truda. Trgovinska zbornica Slovenije je nedavno pozvala odločevalce k nujnemu sprejemu znižane stopnje DDV za osnovna živila. V Sloveniji imamo trenutno 9,5% stopnjo DDV na osnovna živila, kar je najvišje med našimi sosedami. Italija, Hrvaška, Madžarska in še Avstrija z julijem uvedejo 5% stopnjo za del osnovnih živil. To bo po ocenah trgovinske zbornice še povečalo odliv naše kupne moči. Kaj je vaš komentar? Seveda pri teh spremembah je treba biti pazljiv. Včasih je več škode, kot koristi, mogoče se slišijo všečno, ampak tukaj se strinjam z agrarnim ekonomistom Kuharjem, ki je dejal, da pravzaprav ta sprememba ne bi imela pravzaprav velikega vpliva in da je treba ranljivim skupinam pomagati na drugačen način. Tako da tukaj bi se hitro zadeve uravnovesile in pravzaprav tistega učinka, ki ga želimo doseči, ne bi dosegli. To so pokazali vsi taki ukrepi, ki so že poskušali nekako uravnavati cenovno politiko. V končni fazi se vsi ti ukrepi od trgovinske košarice do tega, ki so tudi imeli izredno slab vpliv na verige, se nekako iznihajo v tako, kot narekuje trg. Kako pa si sami vi predstavljate prihodnost slovenskega kmetijstva v naslednjih 5 do 10 letih? Pravzaprav jaz mislim, da že potekajo poskusi, ko se želimo naliti čistega vina, v smislu tega, da operiramo z pravimi številkami, da vemo, koliko imamo kmetijskih pridelovalcev, da vemo, kakšne obrate imamo, in seveda lahko potem iz tega marsikaj sklepamo in tudi organiziramo. Tako da najprej je seveda potrebno vedeti, koliko imamo kmetovalcev. Ne? Mislim, da se malo kdo zaveda, da recimo imamo v prašičereji še 420 kmetovalcev, da je v prireji mleka jih deluje okrog 7,000. Tako da v bistvu operiramo v Sloveniji z zelo majhnimi številkami. In zato sem že večkrat tekom današnjega razgovora rekla, da je treba pravzaprav na vsakega kmetovalca paziti. In nekako se tudi ukvarjati s tem, da preživi. Da pa preživi, pa seveda mora biti tudi dovolj velik. Tako da predvsem, da se začnemo pogovarjati, koliko imamo teh obratov, kakšni so, in definitivno jih je treba modernizirati. Potem seveda tukaj umetna inteligenca, digitalizacija, tehnološke naprednek. Tudi v kmetijstvu, jaz mislim, da se poslušalci tega zavedajo, uporabljamo napredne tehnike tudi za odkrivanje bolezni, potem na podlagi big data se zadeve analizirajo in tudi drugače bolj fokusirano aplicirajo recimo v
v poljedelstvo ali pa v sadjarstvo, vinogradništvo. Tako da ja, tehnologije lahko veliko pripomorejo tudi k manjši porabi zaščitnih sredstev, boljši aplikaciji gnojil, tako da ja, tehnologije so izredno pomembne. Če pa se pomakne naprej v živilski del verige, jaz mislim, da tukaj so bila podjetja v teh zadnjih letih pravzaprav precej prepuščena sama sebi, investicijam, kot so se znašle. Tudi verjamem, da je bilo premalo denarja na voljo, da bi lahko podprli vse investicije. Zato jaz mislim, da ni odveč razmišljati o nekem sistemskem zakonu, ki bi tudi podprl, tako kot podpiramo regije v določenih primerih, ravno zaradi prehranske avtonomnosti in odpornosti, da podpremo predelavo. Zakaj? Zato, ker to je tista točka, kjer v bistvu tudi nek pridel, surovino iz kmetijstva stabiliziramo. Recimo, imamo sterilne izdelke, imamo izdelke, ki imajo daljši rok uporabe. Tako da vse to je pomembno pri tem načrtovanju, kako bomo to verigo naredili odporno. Predvsem pa si želim večji posluh se strani trgovine, da dejansko tudi oni so kreatorji slovenske odpornosti v prehranski verigi in da lahko prispevajo k temu na način, da v bistvu so kupci slovenskih izdelkov. Tako da njihova vloga je neminovna. Ja, kaj pa je največji zadržek na njihovi strani? Ja, njihov tip prodaje, diskontne trgovine pač temeljijo na lastnih trgovinskih blagovnih znamkah, tam je vedno manj slovenskih proizvajalcev. Ampak v bistvu, kar si pa želimo, je ohraniti proizvajalčeve blagovne znamke in seveda, da le-te dobijo mesto tudi na slovenskih policah. Zakaj? Zadaj je znanje in tudi znanje in tehnologije je potrebno krepiti. Tako da, ko je kriza, ne moreš iskati, mlekarskega tehnologa ali pa je že prepozno, ga moraš vzgajati. Tako da, ko govorimo o tem, agroživilskem sistemu, to ne pomeni samo deležnikov v verigi, ki nekaj pridelujejo in pa predelujejo ter prodajajo, temveč tudi govorimo o podpori z vidika znanja, raziskav, ki so pri vseh teh izzivih neminovno potrebne. Prej ste omenili podnebne spremembe, definitivno iščemo odporne sorte, tako na vročino, na pomanjkanje vode in zato je pa potrebno znanje. Tako da, zato je potrebno tudi krepiti inštitucije znanja in da se z njimi tudi podjetja povezujejo, tako da vsi ti podporni mehanizmi, ki grejo v tej smeri, so dobrodošli in jih je za pozdraviti, da se to seveda sodelovanje krepi in da seveda se potem nove sorte ali pa novi rejni pogoji, kakšne ugotovitve ali pa tudi v predelavi prenašajo v slovenska podjetja. To je pa še zadnje vprašanje. Kratkoročni cilji vaše zbornice kmetijskih in živilskih podjetij v okviru prehranske verige za letošnje prihodnje leto, pa pol še dolgoročni izzivi in priložnosti, ki jih imate. Zdaj, kar se tiče kratkoročnih, definitivno so naši pogledi usmerjeni v to, da želimo pripraviti pogoje za pogoje, ki bodo omogočili podjetjem, ta kratkoročni del preživetja. Se pravi, promocija izdelkov, tudi opozarjanje na težave, ki jih imajo pri zagotavljanju trgovinskih polic. Čeprav smo leta 2026, se moramo o tem pravzaprav pogovarjati tako, kot smo se 20 let nazaj, vedno znova in znova. Tako da, kaj ti pojavljajo se takšni drugačni poskusi in tukaj mislim, da je naš največji vpliv, se pravi, ko na določene anomalije trga odgovorimo tudi kot sektor. In kaj ti podjetja dostikrat sama tega ne morejo ubesediti ali pa
se dovolj upirati. učinkovito, naslovito. Seveda so pa naše pač pogledi uprti v marec in april, ko se bo seveda zgodila zamenjava vlade oziroma karkoli se bo pač zgodilo, kajti definitivno želimo ta cikel investicij in pa se pravi podpor, usmeriti v to, da bomo dejansko ujedli korak z drugimi konkurenti. Premalo se zavedamo tega, kaj počnejo države okoli nas, kajti če države okoli nas veliko vlagajo v kmetijske in pa živilske sisteme, potem seveda so njihova podjetja toliko bolj konkurenčnejša in seveda prihajajo z drugačnimi cenovnimi politikami na naše police. Dolgoročno je pa pravzaprav pogled usmerjen v to, da bo pravzaprav vsaka veriga lahko proizvedla toliko, kot maksimalno lahko in da bo podprta v tistih točkah, ki jih zdaj imenujemo vrzeli, in da se bomo lahko v ciklu 7 let drugače pogovarjali o odpornosti agroživilske verige. Tako da definitivno bo kar izziv pred nami. To, kar imamo za rešiti v Sloveniji in seveda tudi biti pozoren na to, kaj se dogaja okoli nas. Najlepša hvala za pogovor. Hvala.